Po res dolgem premoru zaradi epidemije koronavirusa se na športni koledar vračajo tudi tekme v tajskem boksu. V Novem mestu že desetletja odlično deluje Akademija tajskega boksa Scorpion Gym, katere člani so svoje mojstrstvo dokazali tudi na tekmi pri naših sosedih. Dobrih 10 dni oziroma 2 tedna nazaj smo se udeležili uradnega oziroma mednarodnega IFMI-nega pokala na Madžarskem v mestu Papa, kjer smo se udeležili v bistvu praktično vsi člani Slovenske zveze tajskega boksa in smo pokazali, da smo ostali v teku s celim svetom, kar se tiče športa samega. Kar se tiče pa našega samega kluba, Scorpion Gyma, smo bili zelo uspešni, se smo praktično zabeležili same pozitivne oziroma uspešne rezultate. Borci Scorpion Gyma so se vrnili v Novo mesto s 4 zlatimi odličji in 1 srebrnim. Po 2 letih brez tekmovanja je bilo to res težko pričakovano. Jaz sem imel sicer eno borbo, profesionalno borbo vmes, ampak zdaj ni bilo res nobene tekme oziroma nobenega pokala ali pa evropskega in svetovnega prvenstva nekaj dalj časa. Tako da je bilo kar zanimivo in pa dobro se vrniti po dolgem času v ring in pokazati spet svoje znanje in napredek, ki smo ga pokazali v tem času. V vsem tem obdobju je Vorkapić resno in intenzivno treniral, kar se zagotovo pozna tudi v ringu. Nekako sem dobil mogoče občutek, da sem malo bolj dozorel, ampak ne da se hvalim, ampak glede na zadnjo predstavo, predvsem tukaj na Madžarskem, kjer sem imel borbo proti Avstrijcu, proti izkušenemu Avstrijcu, nisem imel moč pokazati kaj več, ker se je tudi borba sama predčasno zaključila v prvi rundi. Tako da zdaj sem v pričakovanju nove borbe, ki bo naslednji mesec v Puli, kjer bom imel profesionalno borbo proti Italijanu, Lorenzo Gatti, kjer upam, da bom lahko pokazal v svoj spekter znanja v polni luči pred občinstvom, v amfiteatru. Pred njimi pa je že novo pomembno tekmovanje v hrvaški Istri, ki obljublja pravi športni spektakel. Glede na to, da smo zdaj dobrih 10 dni po tekmovanju znova začeli s pripravami, glede na to, da so zadeva razdeljena na dekade, lahko rečem, da smo zdaj v prvem delu priprav, tako da se zopet nazaj spravljamo v pogon, ampak glede na to, da smo zadnje pol leta dobro delali, dobro se pripravljali za vse te tekme, predvsem za to zadnjo tekmo na Madžarskem, mislim, da ne bo noben problem in nedvomno bomo zopet zastopali uspešno barve kluba in pa Slovenije na bodočem tekmovanju. Ne le v članski, borci in borke Scorpion Gyma vedno bolj opozarjajo nase tudi v mlajših kategorijah. Kar se mene tiče, mislim, da je to v bistvu tisto najbolj pomembno, ko je vprašanje šport na naših tleh. Seveda je pomembno, da pač je vedno nekdo vodilni, ki vleče za sabo klub oziroma državo, kar se tiče rezultatov, ampak kakor v svetu pravimo vseh ostalih stvareh, da svet stoji na mladih, tako je tudi v športu. Tukaj lahko rečemo, da delamo uspešno oziroma da imamo tudi nov kader, ki prihaja na plan. Predvsem v našem klubu je to Lili Fideršek. Mislim, da dobro delamo, da prihajajo tudi še mlajše selekcije, ki imamo tudi določene otroke od 6 let naprej, ki bojo tudi v prihodnjih letih kazali uspešne rezultate. Lili Fideršek kljub svoje mladosti že 5 let trenira tajski boks. Njena vztrajnost in zagnanost se vedno bolj poznata tudi na dobrih rezultatih. V bistvu sta me razveselila strica, ker sta se ukvarjala z karatejem. In so me pa navdušili, da bi šla najprej karate trenirati in mi ni bilo všeč in pa sem v tajski boks prišla. In sem veliko prijateljev dobila novih in razno drugih borilnih veščin. Veliko spoznavam glede druge kulture. Tudi v bližnji prihodnosti bo pred njimi še veliko izzivov. Njihova vodilna sila, Sašo Vorkapić, pa ima pogled usmerjen na največjo športno tekmovanje, kar jih je. Po Puli bo sledil kratek premor. Sicer mi pravimo nekje do jesenskega dela, septembra, oktobra, kjer naj bi bile v planu 4 tekme. Med temi tekmami bo tudi tekma v Sloveniji, na Ptuju. Se nekaj pripravlja, zdaj točnih informacij več ne morem dati. Med drugim bojo pa tudi še mednarodne tekme tukaj v okolici, med drugim tudi v Črni Gori, Srbiji in pa nekaj tudi na Hrvaškem. Bo tudi mladinsko svetovno prvenstvo konec leta, tako da dogodki se bojo naprej, oziroma pač tekmovanja se bojo dogajala, ampak potem
bomo pa videli, kaj in kako naprej. Predvsem cilji ostajajo isti, kot sva se že dostikrat pogovarjala, same olimpijske igre, tako da stremimo še vedno k istemu cilju.